Bi kar začeli z Janijem Dvoršakom. Prvi del njegove je tisto, kar je bilo standardno že predvideno pred dogodki, ki so se zgodili v zadnjih dnevih. In sicer, da bo predstavil, kako doping, tako kot ga rabimo novinarji. Se pravi, z očmi pravne in ostale stvari, zakaj kakšne stvari ne moramo povedati, zakaj kdo drug ne more, zakaj se sploh kakšne stvari ne ve, pa kako poteka ta postopek. Mi bomo imeli pa tudi v živo na STA-ju današnji dogodek v live streamu. Tako da bi Jani počasti dal že besedo. Izvoli. Hvala lepa. Zdaj še pa štihtam, da bi tako naredili. Da se tam ne gre. Koliko se veš, da se moram pa nekako Vse lahko kar začeš. Še bom. Sam da. Na podsjet ne gre. Ti si itak le tudi. Pozdravljam, da ste tudi vse le. Zita sta pravka dal. Veš, kak je poli, če začel nam tega pjet zdaj. Preden sem štartal, sem probal vse delati, tako da klasika. Da povem, da imamo v živo, tako da... Jaz bi uvodoma Jožetu se zahvalil, zato ker
sva to že nekaj časa načrtovali in se mi zdi prav, da v tej sredini spregovorimo predvsem o problemih dopinga. In sicer na tak način, ki se nam zdi, da je za vas v bistvu najbolj uporaben. Dejstvo namreč je, da ko govorimo o dopingu, vsi radi rečejo, ja, se poznamo, vemo, doping je povedan, pol pa že naslednji stavek za vejco, pa praktično vse pade. Ne? In to ni samo stvar, ki se tiče vas, ampak je nasplošno. In zato mi bi rekel 80% svoje energije porabimo za ozaveščanje in izobraževanje, in to v vseh sredinah, ne samo med športniki. In jaz najrajši, kadar imamo trenerje, začnem predavanje trenerjem, če bi bili trenerji ustrezno izobraženi in ozaveščeni, potem športniku ne bi bilo potrebno ozaveščati. In to je znanstveno dokazano, ker je Britanka, profesor dr. Susan Beckhouse to ugotovila v svoji študiji. Zdaj, kar se dopinga tiče, zelo radi tudi vi govorite o tem, da je šport ogledalo družbe in vse tisto, kar se odvija v družbi, se obvezno odvija tudi v športu. Vse nepravilnosti, začenši z nasiljem v športu, v različnih oblikah, z zlorabami, tudi spolnim nadlegovanjem in oziroma spolnimi zlorabami, najbolj eklatantni primeri v ameriški ženski gimnastiki oziroma na splošno gimnastiki, potem izsiljevanje, različni psihični pritiski, ki se vršijo na športnike, strani tudi staršev, trenerjev, ostalih spremljevalcev, finančne malverzacije, korupcija, predvsem nadalje nameščanje zida, match fixing, zlasti nogomet oziroma tisti, ki se ukvarjajo s športnimi stavami, tukaj praktično delajo blazno veliko, zelo veliko investirajo v to odkrivanje. V zanimivost naj povem, vi veste, da je v Sloveniji firma, ki se imenuje Sportradar, ki pokriva praktično vse športne stave po celem svetu. To je ta možganski trust te firme. Mi se drug teden dobimo z njimi, zato ker bomo tudi mi sodelovali v tem smislu noter skozi bi rekel, različne analize spremljanja športnikov in njihovih rezultatov. Tako da to je ena od oblik, ampak to je zdaj še v fazi dogovora. Tako da doping v bistvu na koncu niti ne stopa v tem smislu, ampak je seveda še vedno tista stvar, ki je v marsičem. In zdaj, kaj pomeni doping splošno oziroma bistveno širše, mi rečemo vpliv medij in različnih okolic. Jaz sem veliko sladov spustil, ampak ta je primeren, pa najbolj tak zanimiv. Češ tam eden strina je slaba, vidim kljub vsemu. David Hasselhoff v prvi obalni straži bil takšen, naslednja je bila že takšna in tudi Superman je dobil six-pack in se pravi čist druga zgodba v zadnjih 20 letih. In to je, bi rekel, en od segmentov, ki pove zlasti o tem, kako vsi tisti, ki se hočejo ukvarjati športom, mislijo, da mora to podpreti še z različno kemijo, kot mi temu rečemo. Čeprav so raznovrstni jedilniki povsem zadostni. Dostopnost dopinga, če boste vtipkali v Google noter by steroids, dobite milijon teh odgovorov, na milijon odgovorov. Vse stvari so pa seveda silno enostavno dosegljive. Že res, da tisto, kar vsebuje prepovedane stvari potem organi pregona oziroma carine izločajo, vendar pri teh stvarih nikoli ne veš, kaj dejansko ostaja noter. Tisto, kar je napisano, ali pa tisto, kar oni, ko pridelajo, to pač slače noter. Tako da pri teh stvarih ni treba. Zdaj, ker sva z Jožetom rekla, da ne bom predolg, sam en namest zgodovine, Ben Johnson je bil ta prvi, ki je v bistvu ostal brez olimpijske medalje. In to je bilo leta 1988 in smo mislili, ok, to je bil eden posebnež. Potem, ko smo naprej razvijali stvari, smo ugotovili, da je to v bistvu finale 100 metrov v Seulu bila praktično ena najbolj umazanih dirk. Leta 1988, pa ta finale sploh ni edini, veste, zato, ker se je leta 24 let kasneje zgodil London, 1500 metrov ženske, razen dveh so bile vse pozitivne. Tako da to je zgodba, ki govori, ali pa to je en tak presek, ki pravi, doping ni v upadu, doping je še vedno v vzponu, še vedno raste, trend je še vedno pozitiven. In zato je to bolj smiselno, bom rekel, delati na vseh možnih nivojih in v vseh možnih oblikah, enostavno zato, da
preprečimo predvsem pri vzgoji med mladimi, da kasneje, ko imajo priložnost in razmišljajo o teh stvarih, ne posegajo po dopingu. Kaj nam uspeva, je seveda retorično vprašanje, nekaj zagotovo, marsikoga smo odvrnili, marsikoga smo pa tudi ujeli. Zdaj, če gremo naprej, kdo je tisti, ki so glavni igralci. Boj proti dopingu je na svetu, po mojem, edina stvar, ki je organizirana na tak način, kakršen je. Kdo kreira protidopinško skupnost? V prvi vrsti Mednarodni olimpijski komitej in njegov paraolimpijski kolega, mednarodne športne zveze in pa vlade držav. To so nacionalne organizacije, regionalne, v tistih segmentih držav, kjer same države niso dovolj močne, bodi si ekonomsko, bodi si športno, da bi te stvari lahko izvajali, zato so te regionalne organizacije postavljene. Potem imamo vrsto zasebnih organizacij, ki so v sistemu zgolj kot izvajalci dopinških kontrol, nič drugega, in pa seveda pomemben segment so od vlade akreditirani laboratoriji. Tu je bil od leta 1999, se pravi 20 letih, napravljen največji znanstveni premik, kajti na letnem nivoju zberemo 300 000 vzorcev in to je baza, s katerimi laboratoriji seveda jo obvladujejo. Vsak športnik, ki je testiran namreč na obrazcu, obkroži, se strinjam, da se moj urin anonimno uporablja v nadaljnjih raziskavah ali pa zavrnem. In več kot polovica športnikov seveda pristaja v to, ne, več kot polovica, 75%. In potem imajo seveda laboratoriji materijale, na podlagi katerih lahko delajo znanstvene raziskave. In ta povezava laboratorijev praktično pomeni, da se na tem področju razvija znanost. Doping ni nekaj, kar obstaja v obstoječih, programih univerz in pa znanstveno-raziskovalnega dela, ampak se na novo postavlja. Danes, če boste zdravnika vprašali, kaj v zvezi z dopingom, pojma nima, on ne ve, zato ker medicina je veda, ki v bistvu, bom poenostavil, pa uporablja ali pa usmerja zdravnike, da z terapevtskimi odmerki zdravijo bolne ljudi. V dopingu pa te terapevtske izmere delajo 10.000-krat večje, kot jih sicer uporabljajo, in seveda mi ne poznamo in ne vemo stranskih učinkov. Tudi etična dovoljenja ne bi nikoli dobili, da bi lahko preizkušali te učinke prepovedanih snovi na organizem. So pa seveda silovito ali pa so zelo, predvsem zelo nevarne zdravju. Kot veste, ali pa če ne veste, letos novembra bo naslednja konferenca Svetovne protidopinške agencije, vsakih 6 let, novembra meseca na Poljskem. Mi spreminjamo določen del kodeksa in pa sprejemamo nove mednarodne standarde in v kodeksu smo, ta vrednostni vidik, ki je bil na prvem mestu, zamenjali z zdravstvenim. Se pravi, zdravje športnikov, ki je ogroženo z dopingom, postaja prvo, se pravi na prvem mestu, kar je ključno in meni se zdi bolj korektno, ker mi se v bistvu ukvarjamo z bojem proti dopingu predvsem zaradi zdravja športnikov. Seveda tudi zaradi športnih vrednot in enakih pogojev in tako naprej. Vrsta teh razlogov je za to, ampak v osnovi dokazano je sicer na miših, ampak steroidna terapija 5, 6, 7 let v 20 letih se reflektira čez 40 let v obliki srčnih zastojev. To več ni nobenih. To so dokazali znanstveniki in to je dejansko tudi res. Zdaj, sam še ta detalj, kako ta zgodba funkcionira. To so stvari, ki jih imamo, zelena linija, ki jih imamo od vsega začetka. To se pravi harmonizacija pravil, kar je ključna stvar. Harmonizacija pomeni isti prekršek, ne glede na šport, ne glede na državo, ista kazen. V tako poenostavljenem smislu. Nadalje, krepitev zmogljivosti, capacity building, reče to v Angleži, je tisto, kar, krepi nacionalne protidopinške organizacije in organizacije v okviru mednarodnih zvez. Sociološke raziskave, izobraževanje, akreditacija in nadzor laboratorijev, znanstvena raziskava in pa ADAMS. ADAMS je tisto, kar športniki vnašajo
svoje podatke v sistem, kamor vse organizacije vnašamo mission order oziroma navodila za testiranje in kamor vsi laboratoriji za vsak vzorec vnašajo vse analitične rezultate in kamor vsi skupaj vnašamo vse podatke, ki so vezani na tako imenovane terapevtske izjeme. Adams je po moji oceni največji, ne more biti, mislim, največji je edinstveno spletno orodje, kjer praktično vsi, ki so vključeni v protidopinški program, so tam notri. In zato je tudi vlada investira milijone v varovanje tega sistema. Vi ste verjetno lansko leto zasledili Fancy Bears, domnevno ruski hekerji, ki naj bi vdirali v sistem in pobirali podatke o športnikih. Te zlorabe osebnih podatkov o diagnozah so seveda bile zlorabljene in mnogokrat tudi, bom rekel, izven konteksta posredovanja. Ampak to je to. To se pravi, to je ta zelena linija. Pred nekaj leti smo pa dodali še to modro in sicer skladnost ADO. Skladnost pomeni, to je pomemben segment. Zaradi neskladnosti Rusi niso nastopili na olimpijskih igrah. To se pravi, skladnost. Svetovni protidopinški kodeks opredeljuje svetovni program, v katerem so noter vse naloge, vse zahteve, ki jih morajo nacionalne in pa organizacije v mednarodnih športnih federacijah izvajati. Kontrola dopinga, oziroma tako bom rekel, najprej razporeditev testiranj na letnem nivoju, tip testiranj na tekmovanju, izven tekmovanj, dodatne analize, število testov na posamezne analize, nadalje razporeditev čez celo obdobje, čez vsako tekmovanje posebej. In v tega ne dosegaš v skladu z dogovorjenimi standardi, postaneš neskladen, dobiš 3 mesece čas, da popraviš, potem je to navada na foundation board in sledi sankcije oziroma izključitev. Druga stvar pomembna je za obveščevalna dejavnost in pa preiskave, intelligence v angleščini, to je tisto, kar je vlada ustanovila svoj oddelek s 5 profesionalci, vsi ostali pa seveda delajo po svoji zmožnosti in pa skupaj z organi pregona v posameznih državah. In pa to je program žvižgačev, whistleblower, če ne bi bilo teh žvižgačev po Sočiju, verjetno ruske afere ne bi imeli in pa še marsikaj vse družbene. To se pravi, ta program, mi imamo v bistvu Olimpijski komitej je dal narediti to platformo, mi je rečemo žvižgalka. Žvižgalka je narejena strani profesionalne firme, ki sicer te platforme dela za multinacionalke, dejstvo pa je, da je prijavitelj, tisti, ki pošlje prijavo, je 100% anonimno zavarovan, zato ker je nivo varovanja tako visok in vlada je delala raziskavo med vsemi temi programi, med nacionalnimi organizacijami, kar jih je na svetu in naš je prišel top 5, skupaj z Nizozemci, Danci, Norvežani, Nemci in pa mi. Spravi 5 držav, 5 teh programov je bilo, bom rekel, izbranih, ali pa so v prvi skupini bili tako, da ne bom pretiraval, ampak resnično so kvalitetni in tudi zdaj mi bomo, ravno danes sem se pogovarjal s kolesarsko zvezo, mi bomo pozvali vse kolesarske klube, da začnejo uporabljati to, zlasti zdaj v teh rečljivih trenutkih, ko je treba tekmiti. Skratka, svetovni program, opredeljuje ga svetovni kodeks, mednarodni standardi. Te mednarodni standardi, obstoječi testiranje in preiskave, laboratoriji, terapevtske izjeme, zasebnost in zaščita podatkov, prepovedana lista snovi in postopkov, code compliance, pravi skladnost podpisnikov kodeksa, 2 nova sta od zunaj, in sicer result management oziroma upravljanje z rezultati in pa izobraževanje. To so dokumenti drugega nivoja, ki natančno opredeljujejo. Vse tisto, kar mi počnemo, je tukaj napisano noter. Mi nobene stvari ne delamo, ki ne bi tukaj noter napisane. Mi ne rabimo nobenega, niti države, niti Olimpijska komiteja, niti nobene športne zveze, kajti vse tukaj noter napisano. Naš program, mi v bistvu delamo program po teh modelih, v tem smislu, da nikoli se ne izmišljujemo.
Mi vedno lahko naredimo testiranje kjerkoli, kadarkoli, kot temu rečemo. Vendar moramo imeti za to nek razlog. In ta razlog mora slejko prej priti na dan, takrat, ko ga nam to zahteva. Bodi si v disciplinskem postopku, bodi si v čemerkoli. Ampak vedno počnemo in karkoli počnemo, počnemo z nekim namenom. In tudi, ko usmerjamo, kot mi temu rečemo, testiranja, jih usmerjamo na tak način, da smo praktično nehali delati testiranje na podlagi žreba. Ker je to stran metanja denarja. Vedno prej prostudiramo, v bistvu rečemo, gremo na to tekmovanje, pa bomo pa delali, naredimo načrt. Ta načrt je v bistvu sestavljeni del našega plana. Naš plan, mi rečemo, test distribution plan. Razporedimo ga po športih in competition, out of competition, po mesecih, po tekmovanjih, izven tekmovanj. Del tega je tako imenovani nacionalni pool, kot mu rečemo, in v tem nacionalnem poolu so zbrani športniki, zopet po nekem principu, zopet po nekih kriterijih. Niso tam zato, ker meni ne bi bilo všeč ali pa komorkoli drugemu, ampak zato, ker so izpolnili določene kriterije, bodi si rezultatske, bodi si starostne, bodi glede na njegovo kariero, bodi si so bili pozitivni in morajo biti ponovno še enkrat v tem poolu noter. Skratka, za vse stvari obstajajo pravila, nobena stvar ne je izvedena tako, zato ker nekdo nekomu ne bi bil všeč. To se mi zdi zelo pomembno poudariti. Vedno. In tudi, ko gremo recimo na atletski miting, atletika je zelo specifična, ker imaš 24 disciplin moških, ženskih, tega je ogromno. In mi imamo določene atlete imamo v svojem poolu. Tisto, kar je na nacionalnem nivoju v našem poolu, tisto, kar je dovolj, tisto, kar ima rezultate, ali pa bom rekel top 20, top 10, odvisno od športa, so v poolih mednarodnih zvez. Oni so celoti v njihovi pristojnosti in njihov plan testiranj je odgovorna mednarodne zveze. Mednarodne zveze imajo pa za protidopinške programe več načinov. In sicer UCI je ustanovil CDF, Cycling Anti-Doping Foundation. To je firma, ki se ukvarja izključno samo z dopinškim programom, testiranjem na in izven tekmovanj. IAAF, Atletska mednarodna zveza, je ustanovila Athletes Integrity Unit. To je ravno tako posebna firma, ki se ukvarja samo z testiranjem. Tako da ni bom rekel, nobenih možnosti več za kakršnikoli konflikt interesov. Zveza sama, če zveza sama dela svoj program, absolutno obstaja nek konflikt interesov, ali pa lahko obstaja. V teh primerih je pa izključen. Mi v Sloveniji smo tudi bolj unikatni. Pri nas smo na Olimpijskem komiteju leta 1999 rekli, mi se bomo trudili, da bomo ustanovili neodvisno protidopinško organizacijo in smo potem leta 2014 je bilo to storjeno. OK se je samo ustanovil, imamo upravni odbor, ki ima 5 članov, 2 iz zvez, 1 športnikov, 1 iz ministrstva, pa 1 iz fundacije. Teh 5 ljudi v bistvu spremlja naše finančno poslovanje. Vse, kar mi počnemo, je pa tukaj noter napisano. Jaz sem pa odgovoren za to kot uradna oseba te organizacije. Tako da, stvari so jasne kot beli dan. Da pa kodeks in mednarodni standardi lahko veljajo v državah, kajti videli ste v začetka pred tisto veliko sliko, da vlade držav sodelujejo v tej zgodbi, je pa UNESCO krivo. UNESCO, ki je leta 2005 konvencijo sprejel in države, zdaj je bilo že 183 držav, 188 držav je podpisalo konvencijo, oziroma je konvencijo potrdilo ali pa ratificiralo v svojih parlamentih in so se zavezali, da bodo spoštovali konvencijo. To je pravna podlaga za vse, kar mi počnemo. To je pravna podlaga za kazenski zakon, to je pravna podlaga za protidopinški zakon, to je pravna podlaga za vse v zvezi s tem. In ta je ključna, drugače, kajti kodeks je zasebna, oziroma je napisan in pomeni v bistvu švicarsko zasebno pravo. Je čist cool, ampak so več ali manj kodeks, so športna pravila, če tako vzamem v pravnem jeziku. V slovenskem prostoru velja pa protidopinški pravilnik SLADO, ki je narejen na podlagi modela, ki ga je kodeks, ki ga je vlada pripravila za vse nacionalne organizacije in tudi za vse nacionalne protidopinške organizacije v mednarodnih zvezah. Naša pravila, pa pravila IAAF-a so enaka. S to razliko, da imamo nekaj detajlov različnih glede športa, samih tekmovanj, postopkov, kako se pa odzemajo urinski vzorci, krvni vzorci, to so pa še enaka pravila, to ni nobenih razlik.
Tako da mi vedno, ko izobražujemo športnike, ravno v tem segmentu, pazite, kaj delajo z vami, kajti na tak način lahko preprečite marsikakšno neumnost, do katere lahko pride. Kaj mi počnemo? Slabo. Program kontrole dopinga, program oziroma upravljanje z rezultati, podeljujemo terapevtske izjeme, imamo podpisane pogodbe za vrsto mednarodnih športnih zvez, kjer avtomatično se priznavajo naše terapevtske izjeme, izvajamo, zelo močni smo v tem preventivnem segmentu, se pravi, izvajamo vrsto preventivnih programov in pa svetovanje športnikom, organom pregona, medicinskem osebju, skratka vsem tistim, ki karkoli hoče vedeti. Zdaj, še nekaj statistike, zelo na kratko. Zdaj, ne glede na to, 325.000, mislim, da je to za 2016, trdeči so neolimpijski, zeleni so skupna vrednost in pa modri so olimpijski. Zdaj pri olimpijskih je ta procent tam okoli 1%, ta je bil tukaj malo padel, se pravi leta 2016 je šel gor zaradi afere ruskega Majdonijuma. Takrat je bilo toliko še veliko število pozitivnih ran zaradi tega, drugače se pa vrti tam med 0,5 do 0,85. Tu pri neolimpijskih športih je ta procent malo višji zaradi manj resnega pristopa, po mojem premalo investirajo v te stvari, ker tu v modrih je vendarle olimpijski, mednarodni olimpijski komitej tisti, ki diktira zgodbo, predvsem zaradi olimpijskih iger. In pa tudi zaradi ostalih, ker noter so seveda vključene tudi zveze, ki jih mednarodni olimpijski komitej priznava, tako da ta segment je pa splošen. In zdaj, kaj je pomembno pri te stvari? Mi zlasti dodatne analize, ki jih izvajamo, ki jih laboratoriji izvajajo po naših naročilih. Mi imamo strani VADE sprejet mednarodni standard, več med njimi, ampak ta za specifične analize je enoten in nam v bistvu glede na fiziologijo športa odreja določen procent števila dodatnih analiz. Mi vse zdržljivostne športe, ki jih testiramo, 6% vzorcev dajemo obvezno testirati na eritropoetin, oziroma na snovi, ki pospešujejo cirkulacijo oziroma prenos kisika v krvi. To se pravi, to so EPO, čera in vse oblike EPA in tako naprej. To je eno področje in rečemo enostavno eritropoezi stimulantski agenti. Drug segment so sporočujoči faktorji rastnega hormona. Gre za snovi, ki spodbujajo organizmu proizvodnjo rastnega hormona, so seveda prepovedani. To zgodbo delamo v urinu in pa rastni hormon, ki se ga dela iz krvnega seruma. In zdaj, seveda, na podlagi tega omenjenega standarda moramo in delamo že te podatke 2014, 15, 16, recimo pri ESI, število testing agency, se pravi držav, ki so leta 2014 129, 2017 220. To se pravi, ker postaja lansko leto je postalo to obvezno, praktično vsi to počnemo. In vsakič, ko gremo delati, vedno preračunavamo in spremljamo, bom rekel, ta dodatni. Zakaj to delamo? Zakaj je ta strategija narejena? Enostavno zato, ker je, če ne moramo tega delati, oziroma če naših oziroma vzorcev športnikov ne analiziramo na omenjene snovi, potem je v bistvu učinkovitost bistveno slabša. To ne pomeni, da število teh pozitivnih testov raste daleč od tega, ampak je zadeva bolj usmerjena in je logična bolj. Kajti, če vzdržljivostni športi ne uporabljajo snovi, ki jim izboljšajo, bom rekel, njihove sposobnosti pri vzdržljivostnem treniranju, potem je brez veze, sigurno ne boš nekaj uporabljati, kar bo razvijalo moč, ampak bo uporabljati to, kar praktično pomeni napredek v tej zgodbi. Vsak športnik ima namreč dva profila v tistem prej omenjenem ADAM. So steroidni pa hematološki. Če tisti, ki imajo kar, kjer jim kri jemljemo, sledimo njegov biološki potni list, vsi urinski vzorci imajo pa steroidni profil. Ta steroidni profil je pa zelo dober, ker ga tukaj spremljamo. To so te ene podatke, ampak se ravno tako povečujejo. Pri steroidnem profilu ugotavljamo predvsem podrta razmerja, recimo med testosteronom pa epitestosteronom. Ko pride do povišanih razmerij, je to v bistvu alarm.
lahko se odločimo za ponovno testiranje, to se pravi še naslednjo rundo ali pa naslednjo kolo, še enkrat testiramo istega športnika, ali dajmo pa delati visoko občutljive IRMS raziskave, to so neke raziskave, ki praktično ugotavljajo, ali je prišlo do tega odstopanja pa podrtega razmera pa testosteronu eksogeno ali pa je to posledica samega organizma. Raziskava stane 400 €, tako da številke so ogromne, ampak v bistvu niso pomembne. Ko gremo, ko delamo to zgodbo, jo naprej v bistvu splaniramo, začunamo in potem na tak način delamo. Kako v Slovadu? Vse veste, jaz nikoli nisem jamral pred novinarji, tudi danes ne bom, ampak mi od leta 2014 naprej praktično gremo kar z največjim korakom naprej v slovenskem športnem budžetu. Vsako leto vsaj za 20%, lansko leto smo šli pa tako rekoč za 100%, vsaj za tistih sredstev, ki nam jih je ministrstvo dalo. Imamo pa še vedno probleme z realizacijo, zato ker nas postavljajo v nek program, kjer nam financirajo samo materialne stroške. To, da tam kakšen človek dela, da imamo pisarno, računalnike, tehnologijo, to jih ne zanima, nobenega, niti ministrstva, niti fundacijo, edino Olimpijski komitej nam da nekaj sredstev za delovanje. To je še vedno velik šok, vedno nam porabijo, pojdite v javni zavod, pa boste imeli financiran, vi sami veste, da vsi javni zavodi v Sloveniji tako vegetirajo, pa ne preživijo. Ampak to je že druga tema, ni pomembno. To, kar bi rad povedal tu na tem slajdu, lansko leto smo imeli 343 testiranj v lastni režiji. Te številke se vidite, ta plave treba gledati. To so naše, te zelene so tiste, ki nam jih naročijo mednarodne zveze, organizatorji velikih tekmovanj v Sloveniji in se mi pojavljamo kot Sample Collection Authority, mi temu rečemo, kot izvajalci dopinških testiranj. Če pa mi sprožimo ali pa iniciramo testiranje, ga izvedemo in potem smo odgovorni za rezultate, potem pa to naš program in te plave številke so nujne. Idealno bi bilo, in to je naš trend, da bi tukaj, vidite, ne nimam tega, tukaj je skupno izven tekmovanj, da bi ta številka bila višja od na tekmovanjih. V čem je razlika med in competition in out of competition? V osnovi je, bi rekel tako, bistveno učinkoviteje je, če lahko prideš na testirati športnika, ne da bi on vedel, da bomo ga testirali. Če ga na tekmo na nek način ve. Čeprav je v bistvu procent pozitivnih višji na tekmovanjih kot izven tekmovanj. Ampak to je eden od faktorov. Mi namreč s tem, ko prihajamo vsako leto v nove športe, na nova tekmovanja, uporabljamo doping kontrole kot sredstvo izobraževanja oziroma zaveščanja. Mi tudi, ko delamo, mi imamo zdaj recimo v nogometni ligi, v nogometni zvezi imamo 800 nogometašev vključenih v program. To se pravi, delamo prvo ligo moško, potem delamo mladinsko ligo, prvo ligo, kadetsko prvo ligo, mladinsko drugo ligo, pa kadetsko drugo ligo, plus ženske nogometne lige. To se pravi, če se štejemo ekipe, ki so vključene v ta program, je 800. In v 800 klubi smo bili prej noter, zato da smo naprej izobraževali otroke oziroma mladince in kadete. In ko smo naredili izobraževanja, potem smo šli še na testiranje. Ampak jih delamo bolj, tako bi rekel, bolj v smislu preventive, kot pa v smislu nekega resnega protidopinškega testnega programa. Ampak to je še stalni del zgodbe in zato imamo še vedno to. Trend in pritisk strani vlade je, da bi imeli večje število out of competition kot pa in competition. Zdaj pa segment Jože, ki je seveda pomemben, jaz sem te rekel, upravljanje z rezultati. Zdaj zadeva zopet teče po natančno usklajenem sistemu. Ko mi dobimo NAV je nasprotna analitična analiza. To se pravi pozitivni rezultati iz laboratorija, ko ga prejmo, delamo najprej notranji pregled. Notranji pregled pomeni, da ugotovimo, ali so fanti, ki so delali na terenu kot uradniki, da preberemo njihova poročila, če kaj ni v redu, jih morajo priti poročati. Vsako testiranje je dokumentirano na papirju s fotografijami oziroma zdaj, ko imamo vsi telefone, vse te stvari se beležijo in hranijo. Potem preverimo, je športniku bila dana terapevtska izjema pri nas ali pa kjer druge in pogledamo še, če so kakršnakoli druga možna odstopanja od pravil v tem primeru. Če teh razlogov ni, pomeni, da je notranji pregled šel skozi in da gremo naprej. In sicer, da če je veljavna terapevtska izjema v tem pregledu, potem v bistvu ustavimo in ne vodimo postopka.
ima pa seveda vedno vsaka mednarodna zveza ali pa VADA ali pa nacionalna, ne mednarodna, ima možnost za pritožbo. Zdaj, če je pa ni terapevtske izjeme, gre pa potem teče postopek naprej in sicer napišemo uradno obvestilo športniku, ki ga pošljemo o njegovih rezultatih. V tem obvestilu napišemo obvezno, a gre za začasno izključitev oziroma za obvezno začasno izključitev ali pa za neobvezno. Mi v listi prepovedanih snovi v grobem delimo snovi na specificirane pa nespecificirane. Vse snovi so specificirane, razen tistih, pri katerih, bom poenostavljeno povedal, so snovi, ki jih v telo ne morete vnesti drugače kot z injekcijami, z infuzijami in tako naprej. Spravi gre za resen doping. In ker gre za resen doping, potem je obvezna začasna izključitev. Če gre pa tako imenovane specificirane, ki pa se lahko nahajajo v prehranskih dopolnilih, v napitih in tako naprej, to se pravi, da je možna tako imenovana nenamerni doping, potem je pa ta izključitev posledica ali pa odločitev organa, ki vodi. Lahko je pa tudi ne. Ampak vi boste najbolj vedeli, ko pridete zlasti v ekipnih športih ali pa v tistih športih, kjer se praktično tekmovanja vrstijo ena za drugo in kjer je udeležba vedno tako rekoč ena več ali manj ista, ne? In ko enega ni na štart, v biatlonu recimo, ne? Takoj veste, da se tega se pa makne. Ja, drugo je obvezno začasno izključitev, isto na kolesarstvu. Dva so tako izključili, enega so, ta drugega pa še niso, ampak seveda, ki je trener vrtal. Ampak gremo naprej, to se pravi, ta izključitev pride noter v sistemu pompa, ima pa športnik seveda možnost zahtevo za B-analizo vzorca, ima pravico in je zaprošen, da pojasni prisotnost prepovedane snovi v njegovem vzorcu in pa pošlje se mu za naprej, bom rekel, sprejem oziroma sankcije so predvidene in pa formular, v katerem se lahko strinja z predpisanimi sankcijami. To se pravi, da se na ta način odloči za priznanje in za, bom rekel, postopek brez disciplinske komisije. Če se to ne pride upoštev, če hoče delati analizo vzorca, če ta B-analiza vzorca pokaže drugačen rezultat kot analiza, se postopek prekine, kljub temu so možne pritožbe. Če pa B-vzorc potrdi analizo A-vzorca, pa gremo naprej in zatrjujemo kršitev disciplinski postopek. Vsi roki so seveda predvideni, dostikrat so tudi daljši, vsi morajo biti pa opravljeni v razumnem roku, kot temu rečejo pravniki. Razpisana je obravnava, pri nas imamo 9-člansko disciplinsko komisijo, 3 pravniki, 3 medicinski strokovnjaki in 3 športni strokovnjaki. Senat sestavljajo 3, 1, 2, 3, se pravi en pravnik, en medicinski, en športni predstavnik. Predsednik senata je obvezno pravnik, zato ker vodi ta postopek in za obravnavo se je pripravljeno vabilo. Po končani obravnavi praviloma vodja senata pripravi odločitev, decision, to je malo v angleščini. Ko je ta odločitev napisana, se seveda pošlje športniku, obvezno vedno pošiljamo kopije na VADO in pa na mednarodno zvezo. Ti dve organizaciji sta vedno obveščeni v vsakem koraku, ki ga peljemo. To se pravi, tudi na predhodnem, tudi ko se te stvari vedno so obveščene. Vedno so v CC-ju oziroma v kopiji. Enostavno zato, ker VADA, ko dobi pozitivni vzorc, istočasno, ko jaz dobim rezultat, je VADA obveščena o tem pozitivnem vzorcu. In če mi ne odreagiramo, dobim čez 14 dni zagotovo mail, ta vzorc je bil pozitiven, kaj ste podvzeli v zvezi s tem. Tako da to je logično, zato so oni vedno v CC-ju in tudi kakršnekoli težave imamo pri športnikih, imamo seveda možnost se tudi z njimi posvetovati in se tudi večkrat posvetujemo. Imeli smo en primer slovenskega kolesarja, ki je bil drugič pozitiven na EPO in je po našem testiranju imel prometno nesrečo in smo ga potem pustili v bistvu 5 mesecev čakati
ne čakati. 5 mesecev smo pustili in počakali, da je opravil rehabilitacijo, ker je imel pretres možganov in tako naprej. In smo šele kasneje peljali postopek. Hkrati se moraš pa seveda postopek peljati precizno in v skladu z pravnimi normami, vsemi zato, kaj ti nikoli ne veš, športnik lahko pride na razpravo s svojimi odvetniki. Večina naših primerov se na tak način odvija. Malo kateri je takšen, da teče bolj v nekem športnem smislu. Ne, disciplinska komisija pri nas oziroma te postopki so tako rekoč copy-paste postopki, ki tečejo na sodiščih. Nobenih improvizacij. Skratka, decision je žurnej, na to odločitev seveda se imajo možnost pritožbe. Tako športnik, mednarodna zveza in pa vlada. Koliko pride do enega, drugega ali tretjega, potem je seveda potrebna, in ja, če ni pritožb, potem sledi javna objava. Če pa so pritožbe, potem je ta postopek teče naprej, dokler se ta obravnava. Če gre za mednarodni nivo športnikov, ga obravnava arbitraža v Lozani, drugače pa naša. Mi imamo tudi svojo arbitražo v Sloveniji. 5 vrhovnih sodnikov, 5 direktorjev medicinskih inštitutov, plus 5 olimpijskih medalistov oziroma nosilcev olimpijskih medalj. Nismo še rabili, hvala Bogu. In ko arbitraža konča svoje delo, je v bistvu odločitev arbitraže dokončna in se tudi takrat objavijo v javnosti. Tako da te postopki morajo biti izvedeni na način, kot sem ga opisal, zato ker je to temeljna pravica športnikova do poštenega zaslišanja in do poštenega postopka. In temu moramo slediti. 2016, 2017, 2018, vse malo preglede, se ni zdaj, da bi to, ampak te so še objavljeni po zakonu o varovanju osebnih podatkov, dokler jim traja tako imenovana kazen oziroma izključitev, toliko časa je lahko objavljeno njegovo ime, ko pa mu izteče kazen, pa imena zbrišemo in jih ne smemo več uporabljati, in zato, ker je kazen odslužil. Zdaj pa še, to je bil tale postopek. Še malo. To se mi tudi pomemben segment pravil, pa zelo na kratko, zato da boste vedeli približno, zakaj pravzaprav gre. Zdaj, preprečevanje in preganjanje. Preganjati in pa preprečevati doping je seveda zahtevno. Zakaj? Zato, ker moraš obvladovati športno, biomedicinsko in pa pravno stroko. Vse ta področja moraš na nek način peljati na ustreznem nivoju in če smo biti uspešni, potem potrebujemo dobro pregledno in učinkovito upravljanje v športu, se pravi dobre pravilnike, dobre organizacije in tako naprej. Če te stvari funkcionirajo, potem je bistveno manj razloga za kakršnekoli druge težave. Biomedicinska stroka z močnim raziskovalnim potencialom, sem že prej govoril, se ne bom ponavljal, in pa to, kar je pomembno, kar sem ravnokar rekel, pravna stroka, ki se protidopinškimi pravili in celo zakoni postavlja osnovo za dobro in pravično pravno regulacijo, kjer morata obe strani imeti razvite visoke pravne standarde v pravnih postopkih. Ne pozabiti na sodišče, Evropsko sodišče človekovih pravic. Novi kodeks je skladen oziroma je. Programi zasebnosti so bili sprejeti ravno na tem sodišču oziroma sodišče je obravnavalo tožbo francoskih športnikov zaradi posega v zasebnost, vendar je bila odločitev, bom rekel, v prid sistema, ki ga peljemo. Gre namreč za to, da vrhunski športniki so seveda javne osebe in ker hočejo in morajo biti javne osebe, morajo biti zato, da lahko izvajamo ta protidopinški program na voljo v tem protidopinškem programu, tudi na ta način, da dovoljujejo v bistvu poseg v svojo osebnost. Drugače pa, kaj je doping? Tisto, kar je bilo vsaj pred leti največji problem in najbolj to, da že res, da gre za kršenje protidopinških pravil, ampak v osnovi gre za kaznivo dejanje. To je ključna stvar, tudi ko se danes srečujemo z njimi. Mi imamo v Kazenskem zakoniku 2 člena, 186 pa 187. In bom povedal, kaj ta govorita. To se pravi, mi enostavno, ko govorimo o dopingu, rečemo kršitev protidopinških pravil. 10 tipov jih je, prisotnost vzorca v organizmu, uporaba ali samo poskus uporabe, izogibanje odvzemu, vzorcev za vračanje,
kršitve zveze z programom lokacije, to je, ko športnik javlja, da bo takrat pa takrat tam in tam, če ga ni tam, je to vrstna kršitev, oziroma če ne se podatek v koledar in mi ne moramo verjeti, kje je to ravno tako njegova kršitev, nedovoljeno poseganje ali poskus nedovoljenega poseganja, posest, trgovanje, poskus trgovanja, dajanje, udeležba, prepovedano sodelovanje. Izvoli, imaš še vprašanje? Kaj bi mogoče začeli s to aktualno temo? Aha, zdaj, samo še tole, ta je ključna za tole aktualno temo. To se pravi 7. pa 8. Kle se v bistvu športna pravila, protidopinška pravila križajo z kazenskim zakonikom pri nas, pa ne samo pri nas, tudi v tujini. In sicer zakaj? Trgovanje in pa administracija oziroma poskus dajanja. Trgovanje in poskus trgovanja, neupravičena proizvodnja in promet s nedovoljenimi snovmi v športu. Ja? To je to. In naslednji člen omogočanje uživanja nedovoljenih snovi, prepovedano doping in tako naprej. Kaj je problem tega danes? Da sem ga izpostavil že in tudi poslal na ministru za pravosodje uradni poziv. Pri oblikovanju teh členov je bil tisti, ki ga je sestavljal malček neroden, in govori samo o nedovoljenih snovih, ne govori pa o nedovoljenih postopkih. Oziroma ne govorimo o nedovoljenih, ampak govorimo o prepovedanih snovih, ker gre za prohibited substances and prohibited methods. To se pravi, gre za metode, oziroma mi temu slovensko rečemo postopki in prepovedane snovi. In zato, ker je to tako napisano, kot je, po našem vedenju in pa po diskusiji z sodniki, primer Aderlas v Sloveniji nima pravne podlage za to, da bi kazensko preganjali tiste, ki so manipulirali z krvnim dopingom, kajti krvni doping površčamo med prepovedane metode. Gre za fizične manipulacije, gre za infuzije in gre za krvni doping in pa za genski doping. To so 3 metode, ki so prepovedane. In to je problem te naše zakonodaje. Leta 2007, ko je bilo to napisano, je bilo verjetno v redu. Danes, ko je ta zadeva postala tako sofisticirana in ko smo šli naprej, je pa to seveda bistveno druga muzika. In zdaj samo še tole. Temeljni princip kaznovanja na podlagi protidopinških pravil je izključitev iz športa, ne zapor. Mi samo izključujemo iz športa, to se mi zdi ključno poudariti. In sicer, kadar gre za specificirane snovi, kot sem rekel, to se pravi uneta lažje, velja 2 leti izključitve, do 2 leti. Kadar gre pa za nespecificirane, se pa 4 leta. Če se ponovijo 8 ali pa doživljenjsko. Kaj bi mogoče... Ja, samo še tole. Poglej, pri nespecificiranih snoveh zatrjujemo kršitev, da gre za naklep. Ker ti, če si nekaj špricneš noter, to ni malomarnost, ampak si se odločil zavestno, da boš to naredil, ker boš izboljšal svojo fizično sposobnost. Zato govorimo o naklepu, intention. In ta naklep te košta 4 leta. Pri malomarnosti, ko spiješ nekaj, ko poješ in ne veš, da bo to noter, je pa malomarnost in to je to. In to je ta zgodba vezana na kazen. Jaz bi mogoče te nadaljeval direktno, Zvoli. Majhno bolj strnjeno tudi poveš, kaj zdaj vse to, kaj si govoril, se dotika tudi najnovejše kolesarske afere, v katerem je isto zdaj lahko rečemo poročal za cel svet, v katere so bili vpleteni tudi slovenski kolesarski delavci. Mi lahko natančno oziroma nam poveš, kaj pomeni to, ta afera najnovejša, v kateri je tudi policija potrdila, da sodeluje. Zdaj, treba je nazaj na svetovno prvenstvo v norskih disciplinah v Seefeld, oziroma v Innsbruck. Tam je prišla, bi rekel, na dan afera, ki je pa prišla, bom rekel, do preiskovalnih organov na podlagi nekega filma, kjer se pojavlja avstrijski tekač na smučeh, ki je bil tudi pozitiven v Sočiju. Ja? Tale, kako se imenuje, Drol, se bom spomnil. No, pa se ni. Skratka, na podlagi njegovih izjav, ki jo je naredil in je bil posnet film, nemška televizija ARD je to naredil zapis. In na podlagi tega so seveda preiskovalni organi začeli preiskavo. In na podlagi te preiskave so prišli do dr. Schmidta,
ki je v bistvu bil persona, ki je po teh znanih podatkih v medijih, ki je bil, bom rekel, na čelu te združbe. In ta raziskava, oziroma ta preiskava teče še danes verjetno, ne? Jaz mislim, da je v pretežni meri že končana. In ta zadnji intervju, ki ga je dejal nemški državni tožilec na preskonferenci v Münchnu, je bila, da je vključenih še 28 športnikov, med njimi tudi iz Slovenije. Mi smo bili takrat vsi presenečeni, zato ker seveda nismo imeli podatkov, njih tudi ne moramo imeti. Veste, mi sodelujemo z organi pregona, če se le da. In tudi uradno smo zaprosili, zdaj bom rekel tako, Generalno policijsko upravo kot ostala ministrstva, zato da spostavimo formalni odnos, ampak naše sodelovanje poteka predvsem v smislu izobraževanja in izmenjave informacij. Pri tem, da vsak dela samo tisto, za kar je pristojen. Mi se ukvarjamo izključno za testnimi programi, policija pa vedno za stvarmi, ki so seveda, za katero so oni pristojni. Če mi dobimo na testu pozitivnega športnika, ki je zlorabil specificirane snovi, ja, te specificirane snovi praviloma ne bi smeli prodajati in je njihova prodaja prepovedana, kar piše v 186. členu, potem smo mi dolžni policijo obvestiti. Torej oni tega ne morejo vedeti. In ko mi v bistvu pri vsakem takem primeru obvestimo policijo in potem seveda poskušamo skupaj na nek način odkrivati ozadje. Veste, najlažje je obsoditi športnika, njegov vzorec je pozitiven, da daš mu 4 leta pozdrav. Ampak to je najmanjši problem. V tem smislu, če me prav razumete, meni že hudo, zato ker je bil športnik zlorabljen in ne bo karkoli narejenega. Ampak bolj pomembno je, kdo je vzadej, kdo je proizvajal, kdo je prodajal, kdo je asistiral in tako naprej. To so pomembni podatki in tega nacionalna organizacija ni sposobna sama delati in tukaj odstopi ta del seveda organom pregona. Ampak ne vemo, da policija slovenska potrdila včeraj, da sodeluje v teh postopkih. Policija je povedala tudi, da sodeluje slovensko protidopinško agencijo. To pomeni, da mogoče, jasno, da ne moš povedati podrobnosti, ampak lahko mogoče poveš, kaj pomeni to posledico za slovenski predvsem kolesarski šport, pa mogoče posameznike, ki se jim očita kršitev pravil. Tukaj smo še vedno smo na trhlih nogah, kar se nas tiče, zato ker mi neposredno nismo informirani. Ja, mi imamo pogodbo o sodelovanju in izmenjavi informacij z firmo, ki izvaja protidopinška testiranja v UCI-ju. Nimamo pa teh podatkov, ki jih vodijo v tem trenutku nemški in avstrijski preiskovalni organi. Teh podatkov pa mi nimamo in praktično ne moremo priti do njih. Naši so bili, po mojem vedenju, tako kot je bilo včeraj, kot ste na STA objavili, ja, slovenska policija sodeluje in super, da sodeluje, to samo pomaga. Mi imamo že tisti prejšnji primer, ki še ni zaključen, vas pa lahko spomnim na primer Mariborske bolnišnice. To je bila zadeva, kjer je praktično sodelovanje 3 nacionalnih protidopinških organizacij prineslo do tega, da je bila sprožena policijska preiskava. Šlo je za v bistvu bosansko športnico, ki je tekmovala na avstrijskem tekmovanju in kjer so bili v ozadju slovenski trenerji. Tako da te stvari so bili produkt tega sodelovanja in mi še vedno čakamo pravosodne organe, da bo zaključil ta postopek. Ko bojo oni končali svoje delo, potem bo seveda lahko tudi Slovado po svojih pravilih začel svoj disciplinski postopek. Tako da kaj pa lahko Slovada direktno naredi v teh primerih, recimo, ko ne gre več za aktivne kolesarje, za zgodovino nazaj 10 let ali pa še več? Zdaj, to sem tudi včeraj imel to vprašanje, zakaj s takim časovnim odmikom. Eno je svetovni kodeks, ki govori o tem in dovoljuje, da so vzorci zamrznjeni do 10 let. To je ena stvar. In se v bistvu na podlagi, zato ker so zmrznjeni, lahko v kasnejših obdobjih ponovno testiramo in temu rečemo retesting za novimi metodami. To je ena stvar. Druga stvar so pa seveda tovrstne preiskave, kot je preiskava oziroma operacija Aderlas, tu pa nimamo druge možnosti, kot da praktično smo informirani na strani preiskovalcev. Kajti oni so tisti, ki so šli toliko nazaj, zato ker so očitno pri izviru informacij prišli do podatkov, da je bila ta zadeva pač izpeljana 2012, 2012, ne vem. Tako da, ampak mi
več nimamo teh podatkov. To je seveda nerealno pričakovati, da bi mi imeli kakršenkoli dostop do tega. Glede na sedanje razne primere mednarodne, kaj pričakuješ, da se bo zgodilo? Imaš mogoče? Jaz srčno upam, da bo ta preiskava prinesla tiste rezultate. Jaz sem prepričan, da UCI ne bi obvestil Korena pa Božiča, če ne bi imel za to argumentov, ustreznih argumentov. In da je posegel ravno v času Džira, je lahko naključje, lahko je pa tudi del strategije. Jaz ne morem tega reči, jaz mislim, da bi jaz enako ravnal. Ko bi imel dovolj zadostnih dokazov, bi zadevo sprožil. Jaz te nikoli ne čakam, oziroma čakam naslednji mesec, da se bo nekaj zgodilo. Ne, mi zbiramo, delamo in ko prideš do tistega trenutka, ko odpreš zadevo, oziroma obvestiš športnika in narediš to. Kakšna posledica pa ima napredno za slovensko kolesarstvo? Jaz seveda sem prvi vrsti športni delavec, oziroma živim v tem športu že 35 let. Seveda je to velik pressing in na Rogliča, in na Polanca, in na vse ostale, ki dirkajo na Džiru. Kajti vse te polemike, vse te medijske objave, ves ta pressing je seveda neprijeten, zoporen. In seveda, če so te nepravilnosti bile, potem bo tudi slovenska kolesarska srednja ali pa zveza tukaj morala nekaj storiti. Mi z njimi dobro sodelujemo in že več kot 5, 6, 7 let, že prej, ampak izvajamo redna testiranja na tekmovanjih, izven tekmovanj in pa sprot in vsako leto izobraževanja mladih kolesarjev v najmočnejših klubskih stedarinah. Tako da ta program teče dobro. Vendarle, to je najbrž vsem nam jasno, do leta 90, do 99, ko je bila ustanovljena vlada, je bil ta doping po tem športu seveda bistveno bolj razširjen. In so tisti, ki so takrat tekmovali, so bili po moji oceni zagotovo tako ali pa drugače dotaknjeni s tem. Na kakšen način ne vem, zato ker v slovenskem športu o teh stvarih nihče noče govoriti. In tisti, ki nismo bili takrat tangirani, bomo na to morali slejko prej na nek način pokazati in odreagirati. Pa ne zato, da bi odkrivali zgodovino, ampak enostavno zato, da stvari postavimo na pravo mesto, na te mlade kolesarje, ki danes delajo vrhunske rezultate ali odlične rezultate na teh dirkah, da imajo čist background, čisto vest in pa čisto zgodovino. Hoče zadnje vprašanje, ki je povezano tudi s to afero kolesarsko. Eden od svetovno znanih menedžerjev mi je rekel, ta pa ta oseba je pri meni v službi in ona mora delati to, kar jaz rečem. To pomeni, da so športniki vrh ledene gore največje kazni, pa največ medijskega in ostalega linča dobijo športniki, ne pa 90% ostale ledene gore. Kako in v tej aferi, pa tudi prejšnji, so bili v postopkih tudi razni zdravniki, ki so po moje prvične verige, ker dostop do tega je lahko samo prek zdravstvenega sistema. To je največji problem. Mi vemo vsi, oziroma velja, da so protidopinška pravila veljajo za športnike in za spremljevalce. Poseben termin uporabljamo, athletes entourage. Zdaj vsi tisti in tudi pravila govorijo o registraciji. Na olimpijskih igrah ni problem. Vsi, ki ste delali na olimpijskih igrah, ste mogli podpisati eligibility forum. Za medije malček drugačne, za športnike in pa za vse tiste, ki so bili v delegaciji, si se mogel postrinjati za MOK-ovimi pravili, za protidopinškimi pravili in si se mogel strinjati za pravni postopek na KAS-u. To je bil predpogoj, če se hočeš sploh na olimpijske igre. Zdaj v naših pravilih uvajamo, da bi morali v bistvu športniki in pa športne zveze v svojem članstvu registrirati tudi medicinsko osebje. Mi imamo vrsto zdravnikov, medicinskega osebja, pa da ne bi mi narobe razumeli, da so oni tisti, ki so producenti dopinga. Lahko so oni, pa nujno. Ampak velja, da bi vsi športnikovi spremljevalci bili registrirani, da bi potem protidopinška pravila veljala tudi za njih. Ker v tem primeru lahko sprožiš postopek proti njim. Če pa tega ni, je pa to bistveno težje. Pa nastajajo problemi z zakonskimi osnovami, kako preganjati recimo nekoga, ki je napačno terapijo naredil športnika pozitivnega in je bil posledično izključen iz športa. Tako da, to so problemi. Hotel na koncu da rečem,
Zato sem rekel, športnik s pozitivnim vzorcem ga je enostavno preganjati. Vse ostale je pa bistveno težje, zato ker potrebuješ dokaze. In zato se lepo skupaj teži. Izvoli. Eno malo se navezuje ravno na to zadnje, kar si rekel. Koliko od teh primerov slovenskih športnikov, ki smo jih zdaj videli, ali pa ki jih ni več na tem seznamu, za koliko se je odkrilo, kdo je bil v zadnji? Ali so bili sami, ali so sami vzeli, ali so trenerji bili, ali so menedžerji bili, ali so kupili na internetu? Nobeden ni potrjen, nažalost. Domnev je pa veliko. Domnev je pa veliko. Ne, nobeden noče sodelovati v tem smislu. Pa imamo Tanjo Šmit, ki je poznana, pa imamo Tejo Gregorin iz biatlona, ki noče sodelovati, čeprav je, da bi sodelovala. Ostali športniki, ki sem jih prej imel navedenih. Kakšne so pa domneve, ki se rekel domneve? Se pa domnevajo. Se bolj v eno smer kažejo ali vse to možno? Ne, seveda, vsi so povezani. Mi vedno, ko dobimo pozitivni vzorec, poskušamo raziskovati. Oziroma gremo skozi športnikov, spremljevalce, trenerje. Kdo je njegov trener, kdo je njegov trener. Vedno spremljamo to. In tudi, ko delamo pule, ko imamo kakorkoli zraven trenerjev, zraven športnikovega imena, je vedno trenerjevo ime. Enostavno zato, da imaš kakršnekoli orientacije v tem smislu. Lahko so trenerji, ki so, bom rekel, v narekovajih sumljivi. Sumljivi s tem, bodisi, da so že imeli pozitivnega športnika, bodisi, da so kakorkoli drugače znani v okolici. Vse te stvari na nek način treba povedati. Moramo biti seveda previdni, kajti ta imena dati v javnost pomeni v bistvu lahko kazenski pregon. Zato smo pri teh stvarih moramo biti previdni. In tudi nekaj, tisto, kar mi v svojem žargonu govorimo kot sumljivo, ne pomeni to, da je oseba sumljiva. Ampak pomeni nekaj, da je nekaj v spektru naših kriterijev recimo nakazovalo na to, da pa bi bilo bistveno bolj pametno tega športnika testirati namesto onega. Ker tukaj imamo nekaj indicov, tam ni pa nobenega. V tem smislu. Tako bi rekel, se preobrazimo in na tak način funkcioniramo. Kar je logično, ker smo poglobljeni in sfokusirani samo na ta segment. Zato nas plačujejo, zato delamo. Še eno vprašanje, kateri od slovenskih športnikov bi do zdaj največkrat kontrolirali? To obstaja? Ja, to so podatki, ki so, bi rekel, niso to, ampak zagotovo so kolesarji tisti. Taki danes dirka tam gor na to, ima na leto 50-60 testirov. Če si v roza majici na Giru, si vsak dan na testu. Vsi, ki danes vozijo test Giro, so bili testirani vsi, kompleten peloton, 3 dni pred startom, prvič. In potem skozi. Skozi so potestirani. Ta šport je pač takšen, ne more biti. Oni vedno testira najmanj zmagovalce etape plus roza majica. Na vsak dan. Plus milijon. Mi tam ne delamo, mi imamo svoj program. Pri nas to, kar mi testiramo, delamo tiste, ki so v pulu, delamo 3 do 6 krat na leto. Ja. In to je že kar dosta, veste, to je vsak drug mesec. Ja. Če tako vzameš, statistično. V testnem pulu. Ne še na testnem, mi rečemo testnem pulu. Tisti, ki so bolj aktivni. Ja, tudi tisti, ki so, bom rekel, na vrhu nacionalnega nivoja, so praviloma mlajši, perspektivni in obetajo, bi rekel, in je dobro, da praktično spremljamo njegovo zgodovino. Skozi oba modula, skozi steroidni profil in skozi hematološki, če gre za tak šport, da je to možno. V tem smislu, to je sodelovanje. Za športnika je dobro in za nas je dobro. In za šport je dobro, če sodeluje in da sodeluje v tem programu. Kajti potem on reče, glede, jaz sem redno testiran, moji rezultati so negativni. Ni nobenega razloga za kakršenkoli sum ali za kakršenkoli drugo. In se mi zdi, da je naši športniki so vsi veseli, zadovoljni so, ja, in veseljem sodelujejo. Tako da nimamo težav. Smo imeli pa tudi seveda lumpe, jasno, ki so bili pol tudi izključeni iz športa, ker so dajali zavajajoče podatke. Iz Velenja
ti počes Boštjan Buč, ne, zagotovo je bil eden tisti, ki ga nismo mogli testirati. Ne. Jaz bi eno vprašanje imel, Izvoli. mi smo ja imeli ta primer kolesarja Kola, ki Ja. je na dirki po Franciji zmagal tisto skupno razvrstitev za gorske. On je bil najboljši gorski, točno, ja. Ta je večkrat stal med tekmo tako rekoč na zmagovalnem odru, je bil vsakrat testiran in odkrili so ga pa potem šele, ne vem, mesec ali 2 meseca kasneje. On je še v Parizu, na primer, stal na tem odru, na primer, ne, čeprav so ga skozi testirali. Kako pa je to možno? Odvisno od načina, kako zlorablja stvari. Lahko gre za mikrodosing, ki ga takrat nismo mogli spremljati. Lahko je modeli dopingiranja so zelo različni. Ne. Lahko se pojavlja v fazi regeneracije, lahko se v fazi priprav, lahko se med samim tekmovanjem, lahko tempira. Pri 21-dnevni dirki so tele vrhi različni in tudi temperanja, recimo vsaj pri menjavi ali pa pri krvnem dopingu so kar logistično postavljene in se vejo, kdaj se kaj dela, približno. Ampak, se pravim, tudi Armstrongov vzorec ni bil nikoli pozitiven. Tako da, tega vprašanja ne znam, izvoli. Ali velja mit mogoče, da je doping pred antidopingom? Ja, absolutno da je. Tukaj sploh ni dileme. Pa bomo vedeli zakaj. Zato, ker kljub temu, da je v listi prepovedanih snovi, da so vse snovi, ki imajo enak učinek in so podobnega kemičnega sestava, so prepovedane. Ne? Ampak tudi če na novo odkrijo snov, kakršnokoli, in jo lahko, seveda, ne? Potem potrebuje naša stran znanstveno metodo, s katero analiziramo in dokažemo to snov, in dokler ta zadeva ni narejena, toliko časa naša metoda ne more biti veljavna na sodišču oziroma v disciplinskem postopku. In ta razmik je seveda lahko tudi leta v pol. Kaj pa ta astma, ker to pardon. Ja, ne, se ni. Praktično toliko športnikov, da izpade, da ima vsak drug astma. Ja, kar se zimskih športnikov tiče, je to pogost primer, zato ker je mrzel zrak in se pljučne poti, oziroma dihalne poti so okvarjene oziroma so jih potrebno pride do teh zaužitev. Ampak odmerki, ki so večina beta blokatorjev je dovoljenih in so postavljeni limiti. In vse terapevtski odmerki so znotraj teh limitov in vsi astmatiki lahko vsa zdravila uporabljajo brez izjem. Z izjemo fenoterola, tak je bil primer Jegliča v Pjongčangu. Vse ostalo je pa dovoljeno, tako da astma ni problem. Problem pa seveda nastane in je bil pri Froomu, kjer je v bistvu njegova terapevtska doza presegla limit, ampak so potem njegovi doktorji znali dokazati, da je šlo za terapevtski odmer, da ni šlo za zlorabo. Kajti, če je ta zgodba predozirana v zadostni meri, potem pride do anabolnih učinkov, kar pa je podobno dopingu. Zato so limiti postavljeni. Hvala lepa. Še kakšno? Zdaj pa že sonce si. Ali lahko na slikico še enkrat, ker je bilo 88 rovna atletika, ker piše odspod, prehiter je šlo skozi. Aha, bom, ja. Kaj so me? Kaj sem hotel, se zdaj ne bomo videli, ne? Kaj je škoda, nekaj sem hotel povedati, da je to so tele naše prehranske dopolnila, se posebna zgodba. Ampak kaj sem vas hotel, na koncu bom rekel, to je, ne, božeči šport, ne, vaša vloga je neizmerno pomembna. Zato, ker ti brez športa brez medija itak ni športnega dogodka brez vas, 100%. In vse tisto, kar boste skozi vaše beležke napisali dobrega v smislu čistega športa, boste, bom rekel, nam olajšali delo na tak način. Mi se ne propagiramo, ne gremo se marketinga, ne gremo se nič s tem v zvezi, ker nimamo sredstva za to. Vendar en tipičen primer, ko so objavili Korena pa Božiča, sem na bicikl na tist videl, ne, upam, da so bile ovadbe neosnovane, ne, je bil napisan prispevek. Ne. Ampak
to že v bistvu pa večkrat zasledim na to, ne, kjer je praktično novinarji namigujejo, da gre za neustrezen primer, za neustrezen postopek ali pa da so športniki slovenski zlorabljeni, pa da so božčki in tako naprej. In tega je bilo veliko, jaz moram to reči, zlasti leta nazaj, danes je že bistveno drugače. Jaz sem še vedno s kolegom vašim z Vala 202, ki spremlja kolesarstvo, spore okoli tega, ne. Kajti se mi zdi, da vendarle stvari so danes tako poštudirane, tako natančne, tako, bi rekel, podložene z pravnimi zadevami, da ni več možno priti do zamenjave vzorcev, ni več možno, ne vem, neke manipulacije delati. Stvari so dosti jasne. In zato je na nek način kršitelje dopinga, ki so goljufi, ki treba pač postaviti tja pa na sodijo. Ko so obtožbe pravnomočne, seveda. Ampak prej, ko si rekel recimo za Teja, ne? Ja. Primer, da noče sodelovati, ne? Ja. Kaj, v bistvu je pol pri takih variantah športnik edini krivc, če ne pove, ali se raziskuje tudi po drugih variantah, ne vem, policija in To se je zgodilo 2010, mi ne moramo... Ne, pravim, koliko je pa pol teh variant, da pridajo do pravega krivca. Jasno, športnik je tisti, kar je vzel, ampak on je samo edini pol gor. Hrvaška športnica v mariborskem primeru je sodelovala 100%. Ampak se pravim, je več takih, ki sodelujejo, več takih? Ne, takih, ki sodelujejo so posebno izjemi, silno redki. Gre za, jaz mislim, da je to še dobro sociološko vprašanje, ampak jaz mislim, da gre tudi za pritiske z ene strani. Tisti, ker mi pravimo, da doping je povezan s kriminalom, v vsakem primeru. Če drugega ne uporablja isti modus operandi. In če bi nekdo, ki je zlorabljal doping, te stvari zelo enostavno razširil naprej, vprašanje, kako bi se... Vem, v končni fazi je, če koliko gledaš, samo športni kriv. On je kriv samo, da je to vzel za to, da je prišel do boljšega rezultata, ampak oni, ki so krivi, je pa še cela vrsta od zadaj. Po vsej verjetnosti, ja, seveda. Hvala lepa. Malenkost, veselje. Ja, mi bi zdaj nadaljevali s... To pa le dejte. Ne, no, samo nekaj. Tega Scotland, ja. Seul.